Z vami smo člani ekipe Radia Gaga in povdaji Hribar. Najbrž nas ne poznate in se sprašujete, kaj sploh počnemo tukaj. Ne vam predložim, zelo preprosto gre. Kličajo nas iz festivala Lent pred kakšnimi 14 dnevi in pravijo, vsi, ki v Sloveniji glede humorja kaj veljajo, so zasedeni. A bi prišli vi? Smo rekli, seveda, nimamo čas, imamo kaj za početi, danes smo z vami. Pravijo, da se Slovenci zadnje čase nimamo čemu smejati, od čega potem živite? Lega, Tilen je strokovnjak za državni zbor. Mislim, da se imamo za kaj smejati v državnem zboru, pa se Jure doskrat gleda, tako da on lahko veliko tem pove. Jaz se smejim, zdaj, ko je tretji program, to Renato bolj ve, ko jaz povedati. Če vam se lik privlač, meni vprašajte. Glede na to, da oponašate veliko število politikov, glasbenikov, igralcev, čemu, kaj pri gledalcih najbolj vžge, oziroma čemu se najbolj smejijo? Recimo, Jure je dosti uspešen. Kva imaš z ene like, no? Mislim, to vprašanje najbolj ve odgovoriti Marjan Šarec, on to ve. Torej, ljudi najbolj fascinira to, da mi improviziramo, ne? Vsi sprašujejo, a to imate pripravljeno, se to kaj prej zmenite, dejansko se mi ne zmenimo kaj dosti prej, malo se zmenimo, veliko pa ne, in tej improvizaciji se v glavnem čudijo, no. Ljubovanka sto mater, jebemo, pa baba sitna, ka sto mater popolne. Ja, kam pa greš zdaj? Sem dal, ja, na Lent grem. Ja, kje pa je to? Ja, tam, ka še ni zva, pa tudi ne treba zahodiš. Ja, kdaj pa dan prišel? Ja, hudel, ja, se še šel nisem, jebemo kole. Jure, ono par, kaj je untano štos, no? Kaj zga me? Del pravi. Pride baba v Teksasu? Ne, to bo ono dokončal. Dej, kaj že? Pa prav. Marjan, kako gre? Pride baba v Teksasu, pa prav. Pride baba v Teksasu. To je to je konc. Spoštovane Mariborčanke, spoštovane Mariborčanke. Kaj se režeš? Kaj bi rada ti komunalni prispevek dvignil? Pretem. Čakaj, zdaj se pa pozabil. Čakaj. Okay. Glede na to, da v Sloveniji se ljudje v zadnjem času nimajo pač nikomor smejati, čemu se vi... Kako že vprašal prej? Jaz sem v nevarnosti... Sem v nevarnosti, delček sekunde je življenjska nevarnost, ampak potem hitro zlezem ven in me odpeljejo stopnice. To je škare stažu v žvarno občine. Razumel? Prokleti Gorenc. Marče, kako se to prebere? Marše, o božjo mater. Kupljeno danes, imam še račun tukaj. Pazi ta fuk. Marše. Kupljen 19,57, količina sadna pita. Plesniva, v božjo mater. Ej, kaj te reklamo delaš, kurva? Plesniva. A reklama je to? Puj, Maršej, jaz pa lačen, zdaj pa žri. Povohi. Ne, povohi res. Povohi še ti, kamerman. Povohi. Murko bi rekel, vsaka reklama je dobra. Brigu. Imamo morje, imamo planine, imamo žibiče vrtače, skoraj. Mu pa se Slovenci najraje smejimo. Ja, to pa ne vem, kakor kdo, na tuj račun, ja, kakor kdo se komu smeji, čemu. Na predstavi oponašate veliko število znanih politikov, glasbenikov, igralcev, pri čem se gledalci najbolj smejijo? Najbolj se smejijo recimo takim, ko ne pričakuješ, ne? Recimo imaš en lik, ki je v bistvu popolnoma normalen na prvi pogled, ti ga odigraš in si misliš, no, to je pač tak lik, oni pa ha. Se je že kdaj na kakšni predstavi zgodilo, da ste padli v smeh in niste mogli nadaljevati z igro?
Jaz osebno ne, kolegom se pa to že zgodilo. Komu, na primer? Kdo je že se začel smejati sredi predstave? Ja, različni. Godler. Ja, Godler se ni začel smejati, recimo. Šolan glumac. Kako pa je z stand-upom v Sloveniji? Se razvija? V bistvu tole, kar mi delamo, to ni čisti stand-up, ne? Tako da to je malo drugače, ker stand-up je neka druga oblika, mi smo nekje med stand-upom in med tako komedijo, ne? Tako da ni čist stand-up mogoče, ampak občudujem te stand-up komike, recimo Jure Godler je se že poskusil celo v Ameriki s tem stand-upom in mu je celo šlo, ne? Tako da mislim, da Jure je na dobri poti, da bo enkrat osvojil Ameriko. Last time I was here, I said Slovenia was a little slice of heaven. When I came here a month ago, I said Slovenia was a big slice of heaven. I have to remind you, I didn't write those words. Those were written by my employees.